Dober večer in lepo pozdravljeni na filmskem večeru Madžarskega kulturnega inštituta. Končno spet v živo. Jaz na žalost nocoj ne morem biti z vami, zato pošiljam ta kratek video uvod. Spregovorili bomo čisto na kratko nekaj besed o filmu, ki si ga bomo ogledali nocoj. Kot verjetno že veste, gre za film Control iz leta 2003, kultno klasiko režiserja Nimroda Antala. Film je ob svojem izidu obveljal za veliko uspešnico, za instantni kult, ki si ga je bilo takrat preprosto treba ogledati. Vse to pa ravno zaradi tega svojega svežega in zelo suverenega režijskega sloga, v katerem Nimrod Antal prepleta tako elemente črne komedije, trilerja, take surrealne grozljivke, na formalni ravni pa uporablja različne prijeme neke trendovske, videospotovske estetike, ki je takrat zaznamovala pozna 90. in zgodnja 2000. Film je vsekakor zelo zabaven in večplasten. Nagrajuje vsak ponoven ogled oziroma kliče k večkratnemu gledanju, ker ima toliko enih plasti in detajlov. Režiser namreč uspe zelo učinkovito tukaj zgraditi neko paralelno vesolje, ki se v filmu dogaja, se pravi pod površjem Budimpešte, se pravi v kanalih podzemne železnice. V filmu namreč spremljamo zgodbo skupine kontrolorjev, ki delajo na podzemni železnici, in Bulčoja, ki je pa protagonist filma. V tem smislu film odlikuje tudi paleta zelo barvitih protagonistov, odlične igralske predstave. Kar se tiče same interpretacije, je tako, da je film zelo večplasten in ga lahko beremo na različnih ravneh. Ena od pogostih interpretacij je ta, da v bistvu to film, ki govori o tranziciji, o tranzicijskem obdobju, v katerem se je tedaj znašla Madžarska, se pravi v času po tem prvem razcvetu, v katerem so se začele pojavljati tudi prve afere in mogoče slutnje, da tudi prosti trg, da ima svoje temne plati in v tem smislu je ta film zelo kafkovski na način, kako uporablja svojo metaforo. Prizorijo namreč dobesedno prispodoba tedanje družbeno-politične realnosti v tem filmu, se pravi prikazana v tem podzemnem svetu, kakor neka družbena podzavest, v kateri se dogaja ta nek neizprosen boj za prevlado. Tukaj imamo tudi te prizore tekmovanj v kanalih pred vlaki in tako naprej. Ampak ne bo toliko dovolj za enkrat. Film je bil tudi večkrat nagrajen, tako v Cannesu kot na Chicago International Film Festivalu. Deležen je bil številnih nominacij in je na široko odprl vrata Nimrodu Antalu za delo na ameriškem trgu, kjer je od takrat posnel številne celovečerce, sodeloval je z velikimi imeni, kot so Robert Rodriguez, Kate Beckinsale, redno sodeluje z Metallico in tako naprej. Skratka, toliko za začetek. Upam, da boste uživali ob gledanju, da si boste mogoče film ogledali še kdaj v prihodnje in obenem, da se naslednjič srečamo v živo. Uživajte v filmu.